V naslednjih minutah pa o čaju. Slovenci smo sicer bolj znani kot kofetarji, čaj si ponavadi pripravimo le takrat, ko zbolimo. No, v državah, kjer čajevec uspeva, pa se je skozi stoletje razvila kultura pitja čaja. Mi bomo danes poznali Kitajsko, tudi beseda čaj namreč izhaja prav iz kitajskega poimenovanja ča. Miha, sem pravilno izgovoril ča? Drži. Tako, Miha, dobro jutro. Miha, nekaj časa si živel tudi na Kitajskem, tam te je tudi navdušila kitajska kultura pitja čaja. V čem je njena posebnost? Znano nam je, da je sama kitajska kultura nasplošno stara tisočletja. Ja, čaj je zelo pomemben del kitajske kulture in družbe in ko tam živiš, postaneš del tega in to spoznavaš in potem ti nekako priraste k srcu ta priprava. In kakšno vlogo igra čaj v kitajskem vsakdanu? Zelo odvisno je, kako ga ljudje pripravljajo in pijejo. Večina ljudi ga pije vsakodnevno, kot pri nas kavo, se pravi, si ga zelo na hitro pripravijo ali pa ga kar sproti srkajo. Vsi imajo take stekleničke s sabo v službo in ga srkajo, dolivajo vodo. Drug način priprave je pa tradicionalni, na mizi, tako kot je ta. To pa traja nekaj časa in je potem tudi neke vrste meditacija, tako da se lahko človek med pripravo malo sprosti, mogoče ko pride domov zvečer, med samim čajem se umiri in si kar nekaj časa, lahko tudi pol ure, 1 uro ta čaj pripravlja in potem pije sam ali s prijatelji. Mi smo navadni vršiti filter vrečko v vročo vodo, počakati 3 minute za pravi čaj, 8 minut za sadni ali pa zeliščni čaj in to je to. Kako pa dejansko poteka ta kitajska tradicionalna priprava čaja? To je eden izmed načinov priprave, ki ga bom zdaj pokazal. To, kar imamo pred sabo, je ta tradicionalna miza, malo manjša različica čajna, kot so drugače. In imamo tukaj gajvan, to je taka skodelica, v kateri se čaj pripravlja, ali pa čajnik, tudi drug način priprave. Zadeva je pa zelo enostavna. Čaj, v tem primeru imamo mao ča, to je na tak način se ti čajni listi pripravijo potem za staranje, za puer čaj, ki je zelo poznan, to je ta vrsta. Potem pa se enostavno prelije z vodo, ki je odvisno od posameznega čaja. Je potrebno vedeti, kakšno količino, kako topla, ampak nikoli pa vrela. In zdaj, kar je zanimivo, je, da prvi odliv se odlije stran. To ne bo zateklo po studiu, je spodaj. Je spodaj. Prvi odliv se odlije stran, to ima čisto zgodovinsko. Včasih so čaj prenašali na konjih, tovorili in je bil poln prahu, da se je na tak način splahnil, ampak zdaj se to seveda ni več težava, ampak ta tradicija ostaja. Tako da naslednji prelivi so pa potem primerni za pitje. In zanimivo pri kitajski tradicionalni pripravi je tudi, da se čaja ne pusti predolgo stati, verjetno. Ja, tako je. Zdaj bova ga pustila mogoče 30 sekund in bova potem prvi odlitek že prelila. Malo se nama je voda sicer skladila zdaj vmes, ampak za ta čaj je konkretno nekje 80 stopinj idealno in pri tej temperaturi je okoli 30 sekund en prelitek. Jaz sem prej omenil, da smo navajeni, na primer, čakati pri nas 3 minute na pripravo čaja, 8 minut, če je zeliščni ali pa sadni. Koliko vrst čaja imajo na Kitajskem? To, kar zdaj pripravljava, je pri nas se imenuje to pravi čaj. To pa pomeni, da so listi, ki jih prelivava, prihajajo iz rastline čajevec. Vsi ostali, ki jih pri nas imenujemo tudi čaji, so pa v bistvu prava tehnična beseda je poparek. To, kar so pri nas zeliščni, žajbelj, kamilice, kaj pijemo. Na Kitajskem pa v osnovi obstajajo 3 do 4 kategorije čaja. Vsi se pripravljajo iz, se pravi, rastline čajevca, ki je ista rastlina, in potem odvisno od obdelave čajnih listov nastane zeleni, oolong, črni ali puer čaj. Se pravi, ne obstaja druga rastlina, da bi zeleni čaj rastel na drugi rastlini kot črni, ampak je samo od priprave čajnih listov po obiranju. Zdaj vidimo, da si čaj nalil v zelo majhne skodelice. Pri nas bi rekli skoraj da štamprli. Ja. Popije se pa tako, da se posrka z zrakom. Se pravi, to ni nevljudno, ampak je potrebno. To je zdaj zelo nežen, ker je prvi preliv. Zelo blag okus. Zelo blag okus, zdaj naslednji bojo pa potem močnejši. Omenil si staran čaj.
To sem prvič slišal, 20-30 let staran čaj. Slovenec bi si predstavljal, to je čisto prezračeno, brez okusa. Pa vendarle, na kakšen način se to stara in v čem je čar potem staranega čaja? Posebna kategorija, ki se imenuje puer čaj, se tudi stara. Je pa pomembno, da so listi pravilno pripravljeni po obiranju čajni, da se pravilno posušijo, pravilno pripravijo. Ta, ki smo ga ravno prvič prelila malo čaj, to je ravno pripravek za staranje. In ponavadi se potem stisnejo v take okrogle potičke, da je čaj stisnjen. In če je v pravilnih pogojih staran in pravilno potem hranjen, z leti pridobiva, razvija različne okuse in pridobiva in na kakovosti in na ceni. Pri nas v trgovinah nudijo sicer široko množico in paleto čajev, od teh pravih do zeliščnih, predvsem pa veliko sadnih, pa vendarle te pravi kakovostni čaji verjetno dosegajo tudi precejšno ceno. Res je. Zdaj obstajajo različne stopnje kakovosti različnih čajev in tisti vstopni razred, zdaj govoriva v tej razsuti obliki, se pravi, da niso v filter vrečkah, tisto se pri nas prodaja tam od 2 do 4 evre na 100 gramov, potem kakovostnejši čaji in sploh ti starani čaji pa lahko dosegajo tudi po 100 in več evrov na 100 gramov, oziroma najbolj čaji, ki imajo zadaj tudi neke zgodbe, pa lahko cene grejo v nebo. Recimo to, kar bom zdaj serviral, temu čaju se reče Da Hong Pao, zelo poznan na Kitajskem, zato ker na originalni verziji tega čaja, ki raste samo na nekaj grmih čajevca v nekem kitajskem gorovju, tega poberejo in ga potem polovico ga uporabi kitajska partija za protokolarna darila, polovico gre na aukcijo in dosega zelo visoke cene. Tudi močnejšega okusa. Poleg Kitajske, na kateri si dolgo živel, si prepotoval v Azijo, tudi Japonsko, in tam te je navdušil še suši, drobna umetnost, lahko rečemo, ki jo uživamo z našimi brbončicami in očmi. Res je. Imava tukaj pred sabo, zdaj smo iz Kitajske preskočili na Japonsko, ki je geografsko za nas blizu. Če tako pogledamo, Kitajska in Japonska, v resnici pa sta kulturi kar različni, no. Tudi zgodovinsko gledano se Kitajci pa Japonci ne marajo preveč, ampak če bi zbral dve stvari iz vsake kulture, ki sta mi najbolj pri srcu, je to čaj od Kitajcev in suši od Japoncev. Če je njegova posebnost, verjetno velika natančnost priprave. Ja, res je zelo zamudno za pripraviti, predvsem pa je pomembno, da so sestavine prave, da je riba prava in pa da je sveže pripravljen, tako kot je ta. Samo za konec vprašanje, se Japonci vsakodnevno lotevajo priprave sušija, glede na to, da imajo strašen tempo v primerjavi naprimer s tem, kar smo mi navajeni pri nas. Za Japonce pri nas vse zelo počasi poteka. Ja, kar jejo. Mislim, da jim je kar ljuba jesti to, tako da je kar... Predvsem pa tudi zelo zdrava. Tudi ja. Riba in riž in zelenjava. Sveže vse. Tako, hvala lepa, Miha, za ta pojasnila. Večkrat upam, da bomo posegli po čaju, namreč številne tudi blagodejne učinke ima čaj, o teh žal nisva mogla kaj dosti spregovoriti, pa vendarle vsi dobro vemo, ne samo takrat, ko smo bolni, tudi prepreči lahko marsikatero bolezen. Miha, najlepša hvala in uspešno.